srce izgleda krasno. Aorta v bulbusu 30, začetna ascendentna 29. Zdravstveni dom Tolmin ima poleg osnovne enote, se pravi matične enote, še zdravstvene postaje. Se pravi zdravstvena postaja Bovec, zdravstvena postaja Kobarid, Most na Soči pa Podbrdo. Jaz v ponedeljkih že eno leto skoraj delam v ambulanti v Podbrdu, ker pač ni zdravnika. Tisk je danes na eni strani je bil malo višji. Potem v torek delam v antikoagulantni ambulanti, pa še nekaj ur potem kardioloških kontrol. V sredo od 7 do 7 zvečer sem tukaj, potem grem običajno dežurat, se vrnem v četrtek nazaj, oddelam normalni delovnik in v petek spet pridem pač 8-urni delovnik narediti, plus kar je še 1 do 2 dežurstvi čez vikend na mesec. Jaz sem sicer zaposlena v tem zdravstvenem domu za 100%, moj delovnik v bistvu trenutno traja 44 ur na teden plus tam 60 do 80 ur dežurstev na mesec. No zdaj pa ne vem, kdo bo presojal o tem, a smem jaz popoldan početi, kar si želim, a hočem po vrtu kopati, a hočem kosilo skuhati, a hočem pa še 3 paciente dodatno pogledati. No. Ne vem, to je meni, sploh ne vem, kako naj se izrazim, ker slovenščina nima zadosti močnih, vljudnih in prijaznih besed. Ker imamo zelo veliko pogodbenih sodelavcev, ki jih bo ta zakon zdaj omejil, zelo omejil ali jim celo prepovedal delo, kar pomeni, da večina specialistike je pravzaprav, ki se izvaja na tak način, da hodijo drugje zaposleni delati, obravnavati naše paciente, je v bistvu ogrožen. In območje, ki ga pokrivamo, ki ga zdravstveni dom Tolmin pokriva, je pa največje v državi. Tako nekako gremo v tem trenutku iz meseca v mesec. Bojimo se poletja. Poletje pomeni blazen naval turistov, pomeni veliko število poškodb, veliko število intervencij in letos v resnici ne vemo, kako bomo to izpeljali še. Se vidi, da so se začeli ljudje tudi potem segregirati. Se pravi, imam zdravnika, nimam zdravnika. To je verjetno na nek način podobno, kot a bom imel pokojnino, a ne bom imel pokojnine. Ne trdim, da je isto, ampak ta občutek prepuščenosti samim sebi, tavanju od ene nadomestne službe do urgence in nazaj, to si ne predstavljam. Računamo, da je okrog 4000 ljudi trenutno brez izbranega zdravnika, to pomeni, še vedno iščemo oziroma nadomeščamo 3 celotne zdravnike, pa še en zdravnik je odšel v pokoj. Večina nas še vedno dela zaradi tega, ker čutimo pripadnost pacientom, bolnikom, osebam, s katerimi imamo opravka.